ki je pred kratkim izšla pri znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Doktorja Marka Uršiča, dolgoletnega profesorja logike, renesančne filozofije, kozmologije, filozofije prostora in časa ter filozofije narave na ljubljanski Filozofski fakulteti, je v njegovem osebnem in znanstveno-raziskovalnem delu vselej nagovarjala tudi vzhodna filozofska tradicija, zlasti budizem, pri čemer pa, kot pravi sam, se je zavzemal za odprto in povezujočo filozofijo duha in tako gradil mostove med vzhodom in zahodom ter potoval po njunih stičiščih, bližinah in daljinah. Pričujoče delo, ki je plod njegovega duhovnega in študijskega potovanja po Japonski, po njenih uhojenih in neuhojenih poteh, budističnih templjih, vrtovih, mestnih vrvežih in zlasti tišinah, je tako imenovana knjiga 12, kar pomeni, da je umeščena v zaporedje zbirke del od Markovega glavnega knjižnega dela dalje, namreč tetralogije 4 letni časi, filozofski govori in samogovori. Marko, odsevi so zasnovani kot preplet filozofskih razmislekov in osebnih intimnih zapisov doživetij z romanja po tvojih raznolikih domovih. Kako bi opisal notranjo strukturo knjige in proces njenega nastajanja? Gre prvenstveno za spontani tok tvojih globljih uvidov ali za nekakšno premišljeno, konceptualno zasnovano delo? Dober večer vsem še enkrat. Hvala, Nina, za ta uvod. Ta knjiga je pravzaprav zbirka 100, jaz tem pravim, odsevi. To so filozofsko-literarne črtice, ki so seveda med seboj povezane, ima pa mozaično strukturo, tako da posamezni delci so pač tudi relativno samostojni. Organizirana je oziroma urejena v 3 dele, pri čemer je prvi bolj potopisen pravzaprav kot teoretičen, drugi je bolj filozofsko poglobljen, če tako rečem, in tretji je pa pretežno literaren. V tej knjigi se prepletata pravzaprav 2 poti, 2 romanji, če tako rečemo, malo poetično. In sicer pot v neko daljno deželo vzhajajočega sonca z veliko začetnico na Japonsko, kjer sem bil 3-krat, prejšnjikrat leta 19, kar je tudi bilo prej na slajdu. Iz tistega časa je pač od takrat so ti zapiski. Čeprav ta knjiga sama sem jo pisal zadnja 4 leta, se pravi od leta 21 do 25. No, in tukaj se prepleta ta zunanja, recimo temu geografska pot, z notranjo potjo. Notranja pot, pod misli, pod duše, pod duha, skozi tekste, besedila, skozi budistične sutre in knjige razne, tudi sodobne japonske filozofije, o čemer bo mogoče govora nekoliko pozneje. Tu na zaslonu sem pripravil 40 takih slajdov, slik, vsi so moji, ki bojo zgolj kot neko ozadje, mogoče samo 2 stavka, da o tem povem. To so slike iz Kjota, iz templjev budističnih, predvsem so to zenovski, ampak ne samo zenovski templji. Tam so templji hkrati vrtovi. Tempelj in vrt, to je pravzaprav neka celota, v katero stopiš v nek drug prostor, v nek drug čas iz tistega vrvečega mesta in to je ena zelo močna in zelo lepa izkušnja. To se bo menjavalo na 1 minuto in je to zgolj kot neko ozadje. Torej, Marko, kot si že nakazal, v knjigi ne pišeš o Japonski le kot o nekem geografskem prostoru, ampak tudi o svoji notranji deželi vzhajajočega sonca, krajini zunanjih in hkrati notranjih intimnejših potovanj. Naj pri tem navedem misel izjem budizma. Ne potujem, da bi prišel drugam, potujem, da bi se vrnil tja, kjer sem vedno bil. Kam si dejansko potoval in kam se vračaš? Ja. In kako so povezani vsi tvoji domovi, o katerih pišeš, poleg Japonske, recimo tudi Kras? Ja, hvala za to lepo, dolgo vprašanje. Žal moram biti čim bolj kratek, ker nas čas priganja. Torej, domov ima človek v svojem življenju več, tako v času kot v prostoru, čeprav domovina je verjetno samo ena.
ta prava domovina. Zdaj, jasno, moj dom, ne, tisti prvi dom, kjer sem bil tudi rojen, je Slovenija, Ljubljana, v najmlajših letih Piran, morje v takratni coni B, potem hribi recimo v najstniških in poznejših letih. No, zdaj, zadnjih že 30 in več let je moj drugi dom, zdaj ne vem, kateri je prvi, kateri je drugi, no, ampak skratka, dva moja domova sta Ljubljana in Kras, kjer živiva z mojo drago Lučko, ki je tudi prisotna. Poleg tega so pa še drugi domovi, občasni domovi. Recimo, meni so zelo blizu in zelo rad imam otoke. Tudi v tej knjigi so nekateri od teh odsevov se dotaknejo bolj bežno sicer nekaterih otokov. No, recimo, z Lučko sva vsako leto na otoku Mljetu, ki je čudovit otok. Potem so tukaj omenjeni v sami knjigi tudi Islandija, recimo, pa Lofoti, pa Azori. Otoki imajo nekaj čarobnega, nekaj lepega, ne, tako sredi oceana, sredi morja in tudi v sami knjigi je eno od teh odsevov, ena od teh filozofsko-literarnih črtic ima naslov Pismo otoku. To je glede tega. Kaj pa domovina? Ja, jasno, domovina, mislim, je ena in vsem dodeljena, kot je lepo zapisal Oton Župančič. Znamo te slavne verze. Jaz vidim domovino, poleg te čudovite geografske pokrajine, v kateri je Slovenija in vseh teh lepot Slovenije, tudi in predvsem pri pisanju, namreč v jeziku. Jezik je domovina. Jezik ni samo neka hiša biti, ne, kot je bilo večkrat rečeno, to je pač sintagma velikega filozofa Heideggera in tudi drugih, ne. Ampak je tudi dom, domovina in jaz skozi večino svojega pisateljskega, filozofskega opusa pišem v slovenščini. Kar ne pomeni, da nisem pisal in objavljal, seveda sem moral biti profesor tudi v angleščini, ampak zdi se mi, da vsekakor moramo, da je to naša sveta dolžnost, da tako rečem, ohraniti ta čudovit jezik, v katerem je možno tako lepe, zapletene stvari povedati. To danes, ta jezik deloma je ogrožen, upajmo, da ne tako, kot se zdi, no, ampak vseeno se mi zdi to pomembno poudariti. No, zdaj, kaj pa Japonska? Japonska je postala v nekem smislu ne moja domovina, daleč od tega, ampak nek moj začasni dom v teh 3 potovanjih, v katerih sem bil leta 8 najprej, potem v tej knjigi iz leta 19, takrat sem bil najdlje, sem potoval po Japonski mesec približno in potem zadnje potovanje, pa že po izidu te knjige, je bilo pa zdaj v Kyoto leta 25. oktobra. Ti si rekla, po vprašanju je bil tudi Zen, ali kako si še, ali lahko prosim ponoviš? Tako mogoče še samo eno kratko vprašanje glede narave te poti, ker jo večkrat opredeliš kot nekakšno duhovno romanje. Ali se ti zdi, da je to samo tvoja pot, ali da ima tudi neke univerzalnejše razsežnosti, s katero se recimo lahko poistoveti vsak izmed nas? Ja, glejte, to je oboje, ne. Jasno, da je vsaka pot je pravzaprav zlasti pisateljske poti, pesniške, tudi filozofove poti so individualne, ampak je pa hkrati tudi naša skupna. In tudi tu je iskanje pravzaprav te dežele vzhajajočega sonca, ki je tudi ima dvojen pomen v tej moji knjigi, ne. Eno je to, z veliko začetnico je to drugo ime za Japonsko, to vsi vemo, ampak to ni samo geografska Japonska, ampak je tudi neka simbolna dežela vzhajajočega sonca. To je pa v odnosu do naše širše seveda dežele, ne samo Slovenije, celotne Evrope in Zahoda, dežele zahajajočega sonca. In tukaj mislim, da ta dežela vzhajajočega sonca, seveda tudi ne samo Japonska, tudi druge dežele, ki se prebujajo, zlasti Kitajska, Indija in tako naprej, da nam lahko mnogo stvari povedo. Jezik, kot rečeno, je pa ključen, ne, za to komunikacijo. Se pravi, da neko delo, ki zmeri dela nastajajo, knjige nastajajo v samoti, v nekem premišljevanju,
Pri meni je to dostikrat sprehajanje po kraški pokrajini in podobno, ali pa v Ljubljani na Grad, na Golovec, na Rožnik. In nastaja v samoti, ne? Ampak potem, jasno, vsako delo je pisano za nekoga, da to bere, ne? Za nekega sogovornika. No in tukaj je jezik ključen. Jezik je tisti, ki je naš skupen zaklad, ki nas povezuje, ne? Poleg seveda teh čist geografskih, kulturnih pač okolij, v katerih smo. Kar se tiče same filozofije, se v knjigi naslanjaš zlasti na mahajanski budizem, oziroma natančneje različico zen. Zanima me, kako si pravzaprav nekako dospel do enega navdiha, ki je tudi nekako zaznamoval to tvojo romarsko pot v samem budizmu, oziroma kaj je tisto, kaj te je najbolj nagovorilo? Ja, hvala za to zelo lepa vprašanja, mi daješ, Nina. In budizem je mene zanimal že od mladih nog. Prvič sem se srečal z budističnimi teksti pri mojem pokojnem, dragem prvem profesorju filozofije, dr. Mirku Hribarju. Mirko Hribar, ne vem ime, koliko vam je znano, nekaterim starejšim gotovo, da je, moje generacije, je predaval zgodovino filozofije na Filozofski fakulteti, to so bila čudovita predavanja. Žal je potem moral svetati v penzijo in jaz sem ga obiskoval dostikrat in sva se dostikrat pogovarjala o budizmu. On je bil, predvsem na stara leta, je bil Mirko Hribar budist. Seveda, koliko je on recimo meditiral in koliko ne vem, tega ne vem, ampak on mi je prvi pravzaprav te tekste nekako prinesel oziroma predstavil. Mirko Hribar je predvsem poznal zgodnji budizem, Hinayana budizem, tako imenovani mali voz, ali Theravada budizem, kar pomeni pot starih. Zdaj, v teh zadnjih recimo 10 letih se jaz bolj zanimam, bolj obračam k Mahayana budizmu. To je veliki voz, ne, Mahayana pomeni veliki voz, dobesedno. To je budizem, ki je nastal že na indijski podcelini in potem se je predvsem preko Kitajske, ne, kjer je zelo močan postal, z raznimi se kombiniral z daoizmom, z konfucianizmom, delno z drugimi tokovi, prišel do Japonske. Ne. Zdaj, mogoče težko je zdaj zelo na kratko to reči, zakaj recimo me Mahayana budizem še posebej nagovarja. Mahayana budizem je zelo vključujoč, se pravi, v njem ni te izključujoče dimenzije, ki jo prevečkrat srečamo v raznih idejnih tokovih, tudi v religijah na Zahodu. To je zelo širok pojem, dejansko je veliki voz, ki združuje v sebi različne šole, različne poti. Tako kot imamo različne jezike, tako so različne duhovne poti in to je dostikrat poudarjeno. No, pred recimo 10 leti sem se začel bolj ukvarjati s temi mahajanskimi sutrami. To so Prajnaparamita sutre, so en del tega, to so te sutre popolne modrosti, bi se to prevedli, kot je sutra srca, kot je recimo lotus, ja, diamantna sutra in podobno. Predvsem pa me je potem nagovorila in prevzela en velik zbornik bibličnih razsežnosti teh suter, ki se imenuje Avatamsaka sutra, ali po slovensko bi bilo to Girlanda sutra, sutra cvetličnega okrasja. Seveda, jaz to berem v angleščini, ne znam japonščine, da bi lahko to bral. In tu je zanimivo to, ne, da odkrivaš en drugačen svet, drugačen odnos do religije. S tem, jaz mislim, to ni zdaj ali budizem, ali krščanstvo, ali Mahayana, ali Hinayana in tako naprej. Ampak ravno v tem Mahayana budizmu, ne, je en velik, v bistvu odprt prostor, ne, kjer se lahko srečujejo brez nekih, no, ni bilo zmeraj v zgodovini tako idealno, seveda, ampak nasplošno najbolj odprt prostor, recimo religij, kar jih poznam od svetovnih religij.
Nekaj sem se ukvarjal s tem tudi v mlajših letih za primerjalno religiologijo, bil sem tudi predsednik tistega društva za primerjalno religiologijo Mirča Eliade, je tu ključen avtor tam v 90-ih letih. No in v tem Mahajana budizmu sem našel precej. To ne pomeni, da sem jaz direktno postal budista, ne. Meditiram na svoj način, premišljam, kontempliram zlasti v teh tihih, lepih krajih, polnih neke tišine, neke jasnine, neke večnosti, ki so recimo ti templji in vrtovi, ne, tlele gor so na slikah, so ti peščeni vrtovi. To so pravzaprav, to je neverjetno, kako je to lepo, ne. Meni je Kyoto, bil sem precej po japonski, ampak Kyoto je stara prestolnica, kjer je res koncentrirano so vse te stvari. Hvala Bogu, ga niso bombardirali, ne, ker tudi med drugim je bila tudi atomska bomba v prvem njihovem načrtu, v ameriškem je bil tudi Kyoto noter, ampak potem so mu prizanesli, ker to je jedro japonske stare kulture, 1000-letna prestolnica in tukaj je vsega to sem prebral neko statistiko, da je okrog 1000 teh budističnih templov, različnih smeri in tako. Seveda od teh je odprtih za javnost in ki so nekako državni, pač zdaj kot nek simbol, oziroma kot nek državno odprt, ne, prostor, jih je mogoče 50 ali pa 100, ampak v Kyoto tudi, če si tam, če bi bil tam pol leta ali pa še več, tega vsega ne bi mogel videti, ne. Ampak to je recimo, vstopaš iz tega vrveža mesta, ne. Japonska je ena dežela, ki je od vseh dežel, ki sem jih obiskal in videl v tem življenju, je na Japonskem najbolj protislovna dežela v nekem smislu. Ta vrhunska tehnologija, ki seveda meji na robu ne samo genialnosti, ampak tudi norosti, če hočeš ali kakorkoli, ki celotno tkivo, ne, dežele, mesta prevladuje, ampak potem, ko stopaš v te rezervate večnosti, v te rezervate tišine, ne, recimo, in miru in premisleka, je tako, kot bi stopil čisto v en drug svet. Torej v Zenu pa izjemno pomembno vlogo zavzema tudi narava. Narava kot nekakšno ogledalo človekove krhkosti, ranljivosti in hkrati s tem tudi razpira premisleke v smislu samega bivanja. Kako je recimo narava nekako služila pri tvojem duhovnem romanju oziroma kako se je nekako narava kazala v najrazličnejših vidikih po sami poti na Japonskem, predstavlja recimo tudi zate en tak prostor za kontemplacijo in meditacijo, oziroma kaj je tisto, kar si sam našel v naravi na Japonskem, v tihih zenovskih vrtovih, v osamljenih gozdovih, torej kaj je tisto pri naravi, kar te nagovarja oziroma razpira nek globlji premislek? Ja, hvala. To je spet zdaj eno ogromno vprašanje, ampak tako, če skušam na kratko povzeti, ne, japonski odnos do narave je drugačen od našega, zdaj ne rečem, kjer je za naravo samo boljši, kjer ni. Dejstvo je, da je Japonska tako rekoč tam, kjer se lahko kaj zida ali pa kaj poseje, je to vse urbanizirano ali pa pač kultivirano, ne. Ampak ostaja v same narave, kot take ostaja precej gozda in v tem gozdu, to je subtropski gozd, ne, najlepša, vsaj zame so te ogromne cedre, ne, se pravi, to so Cryptomeria japonica, ne, je latinsko ime, oziroma po njihovo sugi. To so velikanska drevesa niso tako velika kot sekvoje, recimo v Kaliforniji, ampak segajo čez 50 metrov in več. No in kje srečaš te stvari, ta drevesa, to naravo? Srečaš, če greš, recimo okolica Kjota je neverjetno lepa. Mesto je v eni taki veliki dolini, ne, in je zelo razprostranjeno. Do okolice so dobre zveze, no, ampak te vasi, recimo, na enem od prihodnjih teh slajdov bo tudi ena vas, Takao. Bil sem v več teh okoliških vaseh. No, skratka, to je tako, ne, to se začne, da se vrnem k vprašanju. Že sam tempelj je povezava notranjosti in zunanjosti. Budistični templji in tudi šintoistični hrami, ne, to se v angleščini se tle razlikuje med tempelj in shrine, ne, mislim, mi bi prevedli tempelj in
in hram, recimo, ne. Ampak pri obeh teh dveh konfesijah glavnih, ne, šintoizem je njihova starejša, seveda, avtohtona, da tako rečemo, religija, budizem je prišel tam v 6.-7. stoletju na Japonsko, ne, iz Kitajske, ampak živita ti dve religiji, živita, kar je zelo zanimivo dan danes, ne, ni bilo zmeri tako v zgodovini, so bile tudi trenja, so bili spopadi, nikoli pa taki, kot so bili na Zahodu med različnimi religijami in konfesijami, ne, ker so bile verske vojne in tako naprej. Tega praktično tam ni bilo. No, tako v teh budističnih hramih, kot v šintoističnih hramih, kot v budističnih templjih, imate to povezavo. Notranjost, zunanjost. Notranjost templja, kjer je seveda oltar, kjer je meditacijska dvorana, kjer je tudi so recimo ti vrtovi, peščeni vrtovi, ki so neke vrste meditacijski vrtovi, te skale, ne, ali pa druga varianta, stožci peščeni so fokusi za meditacijo. To je krasno, lahko sediš, razen tistih najbolj znanih, tu ni nobene velike gužve, ni drena, ne, to je, mislim, lahko sediš ure tle in uživaš v tej tišini, samoti, v svojih mislih in v tej lepoti, ki jo vidiš. No, in ta lepota templja se potem nadaljuje v park, v vrt, in park se nadaljuje v naravo, v gozd. Sprav, tu ni nekih ostrih ločnic med tema, ne. Kakor, ne, če to prenesemo na neko višjo raven, ni nekih ostrih ločnic med naravo in duhom, med recimo telesom in dušo, tako kot smo mi navajeni na ta dualizem na Zahodu. Ta misel, predvsem recimo te mahajanske smeri budizma, zen je tukaj verjetno špica tega, ne, je v nekem smislu paradoksna, ne, poznamo zenovske recimo koane, ki so paradoksni. Seveda, človek je dvojno bitje, človek je bitje telesa in duše. Svet je iz obojga, iz materije in iz snovi in iz duha. To že drži. Ampak ta povezava, ne, ta povezava je čudovita, je lepa, ker to je povezano v neko fluidno, kontinuirano celoto, ne. To je en vidik te narave. No, drugo je to, da seveda že samo to otočje je zelo lepo, ne, in predvsem na tistih delih, ki so malo bolj odmaknjeno. Jaz sem prejšnjikrat, se pravi, pred 6 leti bil čist na jugu otoka Kyushu, tudi nekaj naravni park in to je čudovito lepo. Ampak dobro, sej čudovito naravo imamo tukaj v Sloveniji povsod, ne. Gre za ta odnos, ne, odnos do narave. Zdaj, v samem budizmu je tako, o tem sem tudi pisal enem od prejšnjih člankov, v tem zborniku, ki ga je uredila kolegica prijateljica Nina pred 2 letoma, ali kdaj, ne, to je bilo zbornik ob 2500-letnici Bude, ne, ker tam imam en članek o tem prav o naravi v zgodnjem in poznem budizmu. V zgodnjem budizmu nastopa narava bolj v nekem simbolnem pomenu, ne, recimo nosorog, tista znana pesem, potem tiger, potem ovijalke, ne, ki si jih treba posekati in tako naprej. V Mahajana budizmu, predvsem kitajskem in potem japonskem, je pa narava dejansko je ta občutek, ne, da je narava nekaj svetega, da je narava predihana, prežeta z duhom, ne, in to je zelo blizu moji celotni, recimo, filozofski poti. Jaz sem bil, moj glavni predmet, lahko rečem, tudi na univerzi je bil filozofija narave, predvsem ta odnos med naravo in duhom, ne. In tukaj filozofi recimo uporabljamo pač nek izraz transcendence v imanenci, ne, kar pomeni presežnost v vsebnosti, bi to nekako prevedli, se pravi, ne, da to, kar je okrog nas, ta svet, ne, je čudovit, je zelo globok, tudi narava, ne, da, se pravi, da duh ni nekje onstran, ni nekje drugje, ne, ampak da je tukaj pri nas med nami. No, in to je tista izkušnja, ki jo dobiš, ki si jo lahko okrepiš, tako rekoč, v teh deželah vzhajajočega sonca. Torej, ja, Japonska nas uči torej nekega intimnejšega, bolj osebnega odnosa z naravo in seveda hkrati tudi s soljudmi. Kaj pa je še tisto, kar nas lahko recimo sodobna Japonska nauči? Kaj je tisto, kar si ti nekako prinesel s sabo domov, mogoče karkoli v razmerju z drugimi religijami, ki
se razlikujejo od budizma recimo z monoteističnimi religijami? To je res vredno razmisleka za zahodnega človeka. Zahodna civilizacija, kakorkoli že to gledamo, naša civilizacija, ki smo prežeti z njo do zadnjega vlakna, tako rekoč, ne, in jaz seveda odveč reči, da je ta zahodna civilizacija meni domovina. Jaz sem precej predaval o renesansi in o renesančni kulturi in pred recimo 20 leti ali manj, ko sem o tem predaval, sem govoril o neki možnosti nove renesanse Zahoda. Žal sem zdaj deloma, to človek lahko pripiše svojemu staranju, ampak ne samo to, ampak žal se mi zdi, da ta situacija, v kateri je Zahod zdaj, širše, ne samo zaradi konkretnih dveh strašnih vojn, ki potekata na obrobju zahodne kulture, ampak tudi sicer, da smo v neki krizi. Krize so se ponavljale v zgodovini, in zadnjič mi je nekdo lepo rekel, nekdo pripadnik ali pripadnica mlajše generacije, ja, to je tako kot gugalnica, sem pa tja zgodovina ali pa kot jojo igra, gor pa dol. Se pravi, je res, da je včasih padec dol, ampak potem se dvigne spet navzgor. No, upajmo, da je res tako, ker krize so bile v 20. stoletju, predvsem prva polovica, obe vojni in to so bile strašne krize. Zdaj smo soočeni z enimi novimi krizami, predvsem tudi z umetno inteligenco, z raznimi stvarmi, seveda tudi z virusi in tako. Ampak ne bi zdaj o tem, ne bi o teh jezicih apokalipse, ampak moje mnenje je, da je izhod iz krize Zahoda, da je v precejšnji meri odvisen od tem, na kakšen način se bo vzpostavilo v prihodnosti krščanstvo oziroma sploh religija na Zahodu. Ker krščanstvo pravzaprav, kdo sem jaz, da bom o tem sodil na vse zadnje, ampak če tako gledam, 500 let nazaj se je začela ta kriza in je bila reformacija in tako, in ki je prinesla nam Slovencem seveda jezik, pisni in vse to je bilo krasno. Ampak tukaj nekako še zmeri te osnovne stvari niso rešene. Osnovne tudi na ravni dogmatike, na ravni marsičesa, etike in tako. In tukaj nam lahko Vzhod ogromno pove. To ne gre za to, da bi bila zdaj tu neka eklektika, malo tu, malo tam, da bi izbrala. Ne, ampak to prej sem govoril recimo o tej odprtosti, o tej možnosti različnih poti. To je ena stvar. Druga, odnos do samega, do božanstva, do Boga, ta polemika, recimo teizem, panteizem. Panteizem je pač recimo v strogem smislu je to prepričanje, predvsem filozofsko, deloma tudi religijsko, da je Bog narava in narava je Bog. To je Baruch Spinoza, 17. stoletje je bil glavni predstavnik. Ja. Ampak zdaj ne gre za take radikalne ali pa neke zelo ostre definicije tega. Ampak v zgodovini zahodne religije je bilo vse preveč herezij, preganjanja herezij, preveč moraliziranja, preveč povezave z oblastjo. Zdaj, jaz nikakor ne idealiziram Japonske pa Vzhoda, daleč od tega, na Japonskem seveda so bili tudi zelo kruti dogodki in tako naprej, ampak vendarle, če gledamo nazaj 2500 let razvoja budizma, v budizmu nikoli ni prišlo znotraj budizma do takšnih krutih stvari, kot so recimo bile verske vojne v pozni renesansi v Evropi. Tukaj se človek vpraša, zakaj ne? In tukaj seveda je premalo časa, da bi se v to, ampak hočem reči, ne gre za to, da zdaj mi postanemo budisti. Tudi to se zgodi. Nekdo lahko postane Hare Krišnavec, budist, vse krasno, pač vsak najde neko svojo pot. Ampak bolj gre za to v širšem smislu, da smo čim bolj odprti do teh alternativ. In tu žal
naša teologija je sicer načelno odprta, ampak še zmeri se bojim, da z neko figo v žepu, češ v tem smislu, ja, mislim, mi smo tisti, ki vemo, kaj je res in kaj ni, medtem ko druge civilizacije pa bojo za nami caplale. Jok, ne bo več tako, ni več kolonializma, ni več neokolonializma, stvari se zelo obračajo, no, neokolonializm je žal še v nekih oblikah, ampak zdaj prihaja na svetovno sceno, prihaja ta tako imenovan, včasih smo temu rekli, tretji svet, ki bo zdaj prvi svet. In tukaj nam Japonska in Kitajska znajo ogromno povedati, kljub vsemu temu, kar se recimo tudi temu sponom in padcem, ki se pri njih dogajajo, ne, jasno, da vsi smo ljudje in to in v tem smislu je, no, drugo recimo take čisto samo, da omenam, ne, to se mi zdi pomembno. Na področju filozofije je tudi so zanimivi, predvsem tako imenovana Kjotska šola, glavni predstavnik je Nishida Kitaro, on je osrednji japonski filozof moderne dobe iz 20. stoletja. On je ustanovil to Kjotsko šolo, ki je pravzaprav edina res svetovno znana japonska sodobna šola, ne, ki se v precejšnji meri spet naslanja na budizem, na njihovo izročilo in tako naprej. Filozofi nam znajo marsikaj povedati. Potem, da ne govorimo o takih bolj, mislim, življenjskih stvareh, kot kulinarika, kot zdravo življenje, boste rekli, ja, pa se preveč delajo. Seveda, mogoče preveč delajo, ampak dejstvo je, da oni na Japonskem je zelo visoka povprečna starost, ne, ljudi, tudi zelo so fit, ne rabijo toliko kemij, raznih dodatkov, vitaminskih in tako, imajo zelo zdravo hrano. Potem, recimo, če smo že pri teh stvareh, kaj bi se lahko naučilo od tega vzhoda, ne? Oni so se precej naučili od nas, da se razumemo od zahoda, ne? O tem ni nobenega dvoma. Ampak tle mora biti to obojestranski tok, ne za nekim vnaprejšnjim, pa češ, mi smo nekje tisti, ki smo, ne? Bivše kolonialne sile so rade domišljale, ne? Ampak to ni prav, ne? No, recimo tudi prometna ureditev, ne? Recimo, dosti se govori danes o tej zelenem prehodu, ne? Vse pri njih tudi to ne ratuje tako, kot bi želeli, ne? Niso mogli zapreti, tudi po Fukushimi niso mogli zapreti vseh jedrskih elektrarn in tako. Ampak trudijo se in pač ogromen je teh, dobro, ste rekli, seveda, bogata dežela si lahko več privošči tudi teh alternativnih central, to je že res. Ampak večina ljudi se vozi z vlaki. Mreža vlakov je fantastična, ne samo Shinkansen, ti hitri vlaki, ampak do zadnje vasi prideš z vlakom, tramvajem. Večina se vozi z vlaki. In take stvari so, recimo, potem neka prijaznost, neka temeljna prijaznost do tujcev in tako, ne. Tako da ogromno stvari je, ki so zelo lepe. Če se še nakratko vrneva k tej tematiki, ki jo mestoma tudi omenjaš, torej tvoje razočaranje nad razsrediščenim in negotovim svetom. Pri tem se nekako zdi, da najdeš upanje v tem brezupu v drobnih trenutkih, kot je recimo šelestenje listja, opazovanje dežnih kapelj, recimo en cvet, ne, v jutranji rosi, skratka, nekako se zdi, da slaviš te drobne trenutke, kar je seveda značilno za japonski zen, torej vsa veličina je v enem samem trenutku, ker je samo tisto, kar nam je resnično dano prav ta trenutek. Seveda pa so ti drobni trenutki ujeti tudi v haikuje in mislim, da brez omembe haikujev, tvojih haikujev, ne moremo zaključiti tega pogovora. Zato me zanima, kaj ti predstavlja haiku? Kaj pravzaprav lahko s haikujem izraziš? Ker nekako v budizmu je tudi večkrat rečeno, da je tisto, kar je najpomembnejše, v resnici neobesedljivo. Ampak haiku nekako prek teh drobcev, ki jih vsebuje, prek teh drobnih trenutkov ima moč posredovanja ravno tistega neizrekljivega. Zanima me, kaj ti misliš o tem, oziroma tudi sam pišeš haikuje, kaj ti predstavlja ta pesniška oblika? Nina, hvala še enkrat, to je spet ena zelo ključna zadeva, tudi mi je bila pri tej knjigi. Zdaj najprej mogoče tisti par besed o lepoti, ne, lepota kot, lahko lepota odrešuje, ne, od te, recimo, krize sveta, od te, jaz vse ne govorim o nekem, recimo, ne vem, nekem obupu ali kakorkoli, jaz skušam biti
optimistični pesimist ali pa realist. No, skratka, glede tega, kako se bo nadaljevala ta naša, ne samo naša zahodna, ampak sploh svetovna človeška civilizacija. Ne. Zdaj, mislim, da lepota tukaj lahko tako na zahodu kot na vzhodu, da lahko človeku zelo, zelo pomaga. Ne. In ne samo lepota umetnosti, ki je vrh, ne, nekako umetniški vrh celotne lepote, ampak seveda lepota narave in lepota majhnih stvari. Ne, to se v japonščini je to izraz, ki ga gotovo poznate, mono no avare. Ne. To pomeni biti pozoren na majhne stvari in hkrati je to neka nostalgija o tem, nostalgija po minevanju, ne, vse stvari minevanju, tudi razumevanje časa japonsko je drugačno, to so se malo dotaknila v vprašanju, ne, sprav, oni bolj pojmujejo čas kot točkasti čas, ne, to kot linearni čas, kot na zahodu, ne. Ta mistična komponenta je precej prisotna tako v njihovi estetiki, ne, kot seveda v filozofiji, ne, se pravi, to, kar je recimo veliki pesnik William Blake na zahodu rekel, videti svet v zrnu peska, ne, se pravi, dostikrat najdeš to mistično komponento, v vsakem trenutku najdeš večnost. Večnost ni nekaj, kar bo šele ne vem kdaj, ko nas več ne bo tu, ampak je v vsakem trenutku, ne. To je seveda zelo težko, ne, ker življenje je težko, preveč je zla in tako, in težko rečeš, ne, niči, ko rekel niči je tisti znameniti izrek, ne, vsak dan je dober dan, to je bil tudi film od Wendersa, verjetno ste ga videli, ne, Popolni dnevi, ne, pred časom je bil v Kinodvoru. Teh misli se je treba oprijeti, jih je pa težko seveda popolnoma sprejeti, zato ker v tem svetu je preveč hudega, preveč zla, da bi bil vsak dan res dober dan, ker nek dan, ki je dober zame, mogoče ni dober zate ali pa kaj šele za koga, nekje recimo v Gazi ali pa v Ukrajini ali pa kje drugje. Zdaj haikuji, ne, haikuje sem jaz nekako začel se z njimi, od nekdaj so mi bili simpatični kot vers, jaz sicer nikoli nisem v življenju pisal verzov, razno v zgodnjih letih, ko sem bil še najstnik, sem neki pač tisti začetniški verzi, ampak poznaj nikoli ne. Zdaj, ko sem pač študiral japonsko literaturo, filozofijo, seveda človek ne morem jim haikujev, ne, tle so ti trije božanski mojstri, ne, Basho, Buson in Isa, ne, to so tri največji haikuisti, ne, zgodovinski. Seveda jih je pa še mnogo več, ne, in tukaj je, prevodov je zdaj že kar precej, jaz sem uporabljal angleške prevode, v teh angleških prevodih je zmeraj tudi pač latiniziran v romađi, ne, se to imenuje pač rimski pisavi, japonski tekst, in japonski kanji oziroma hiragana je tudi zravena, ne. Tako da zdaj s temi orodji lahko človek deloma si pomaga tudi, ne, z prevajalnimi orodji na internetu s tem. Seveda pa, ne, tukaj gre za to, da če imaš še 2, 3 včasih prevode istega haikuja v angleščini, potem lahko nekako mogoče najdeš neko optimalno, ne optimalna ni nikoli, ampak neko najboljšo rešitev. Tako da jaz sem v tej knjigi, v zadnjem delu, ne, ker to je predvsem v 3. delu te knjige, ki ima naslov, prvi del ima naslov, če to mogoče da povem, Mreža odsevov. To se nanaša predvsem na to znamenito videnje, vizijo v Mahajani, ki se imenuje Indrova mreža, ne, to, da je to mreža Boga Indre, Boga nebes in da se v vsakem sestavljena je kot mreža biserov ali pa draguljev in v vsakem tem biseru se zrcali vsak drug, ne, ampak to bi zdaj spet mogel na dolgo povedati o tem. Drugi del se imenuje Muga. Muga je po japonsko, to je v sanskrtu, je to anatman, ne, se pravi ne jaz, ne, je razmislek, tle precej filozofskih pasusov, razmislek o jazu, ne jazu, ne, to je zelo pomembno v budizmu, tudi v Mahajana budizmu, v Zenu. No, tretji se pa vračam k svoji stari temi 4 letni časi, tokrat moja tetralogija so bili 4 časi, seveda deloma tudi letni, tle so pa 4 letni časi, pomlad, poletje, jesen in zima in tukaj sem prvič pač v življenju prevajal haikuje in tudi napisal 30 svojih na konc teh
ki so seveda pač neki poskusi. Mislim, proti tem velikim mojstrom smo majhni. No, haiku, ja, haiku je tist, ne, še to mogoče, ker ura se bliža, še 3 minute imamo, vidim. Ja, haiku je, zdaj sam tudi pišem, haiku je bolj za svojo dušo, da tako rečem, ne. To je nek poskus tega krasnega zenovskega in širše, recimo budističnega japonskega minimalizma besed. V tistih 5-7-5 zlogih, ne, z določenimi parametri, recimo letni čas in tako naprej, en dogodek, ne, zajet čim bolj, ne, en dogodek dneva, recimo, ne, čim krajše in čim bližje, ne. In to je lepo, ne, tukaj je marsikaj noter. Tako žal sva se uspela, oziroma sem vesela, da sva se uspela dotakniti nekaterih tematik, ampak številne so seveda ostale prepuščene bralcem in bralkam. Zato bi za konec lepo vprašala, kakšen je bralec te knjige, oziroma katerega bralca nagovarja, kako se lotiti branja te knjige, ali linearno, torej od začetka, ali nekje na sredi, po navdihu. Ja. Hvala. Knjiga, kot sem rekel na začetku, je napisana mozaično kot neka zbirka filozofsko-literarnih črtic, ki jih jaz imenujem odsevi. Pri samem pisanju sem imel prav po mislih in na papirju format, takrat sem imel 2 A4 strani, zdaj je vsak ta odsev na 3 straneh v knjigi. Ja, lahko se pač bere tudi navzkrižno ali kakorkoli, čeprav verjetno je še zmeraj najbolj začeti na začetku, ker že prvi ta odsev je pravzaprav neka intonacija mojega odnosa do prvi ta odsev je naslov Dragoceni spomin, ne, in tako da to je pač prepuščeno. Drugače pa kater bralec, no v tem tretji del je v bistvu napisan v obliki pisem, pravzaprav, v obliki nekega direktnega nagovarjanja bralca ali bralke. Tako da mislim, da se tudi bralki ne bo nikjer zataknilo, da nikjer ne bo v tretjem delu pač, da jo ne bom imenoval za moškim spolom, niti obratno. Tako da to je nek, glejte, zmeri, ko pišemo, pisanje je zmeri neke vrste dialog. Ne, dialog z drugimi, dialog s sabo, dialog z svojim alter egom ali kakorkoli že, dialog s svojo, Jung bi rekel, svojo animo, svojo dušo ali kakorkoli, ne. In tudi, če pišemo res zase, zmeri pišemo nekako za druge, ne. In tukaj je ta tretji del je en tak poskus direktnega nagovora tebe, ne. Tebe kot mojega pač bralca, bralke, ampak ne samo to, ampak kot sogovornika, sopotnika, sopotnice, ne. In to je predvsem v tem tretjem delu, no, prvi in drugi del sta pa glede same te tehnike pisanja napisana bolj v klasičnem smislu. Zdaj, mogoče še to prav za konec, ne, da, ker si me vprašala to glede, komu je namenjena ta knjiga. Ja, seveda, jaz se želim, da bi ta knjiga nekako dosegla čim širši krog bralcev in bralk. To ni kakšen razen mogoče na določenih mestih, ampak ti se preskoči filozofski hardcore, ne, kot so bile nekatere moje prejšnje knjige, ki jih je bilo težje brati. Skratka, po drugi strani sem pa seveda skušal biti čim bolj eksakten in čim bolj natančen v odnosu, v citiranju, v navajanju teh pač virov in tako naprej. To pa nekako more biti, na vse zadnje je to filozofsko-znanstvena knjiga, ki je šla pri založbi Univerze v Ljubljani. No, za konec bi vas povabil, mi imamo stojnico, ta naša založba Univerze v Ljubljani, ki se zdaj počasi konstituira iz posameznih fakultetnih založb, ima svojo stojnico, svoj štand v dvorani Kocka, ne, to je tista na koncu tam pri bifeju. In ta knjiga, glede na to, da je to sejem, ne, na sejmu tudi kaj prodajamo, ta knjiga je zdaj zelo, ima 300 in toliko strani, 350, in slike so tudi moje noter. In je po zelo ugodni ceni 19 € na razpolago, to je sejemska cena.
Zdaj, žal ta sam pogovor ni bil mišljen, ker je premalo časa, kot pogovor z vami, hkrati vas pa lepo vabim, da ne samo vidim tudi dosti prijateljev, bližnjih v publiki, ampak tudi tisti, ki sicer niste komunicirali z mano predvsem prek maila, pišite mi, prosim, jaz imam na moje ime, na internetu ni težko najti moj mail. In če so kakšna vprašanja, kakršnekoli replike, bom z veseljem odgovoril. Sem penzionist, pa imam še čas. Hvala lepa. Najlepša hvala.